Ko smo prej omenila gospoda Jelinčiča, ne vem, a si kaj gledal stream? Nisem gledal benega soočenja do nas. Ampak je pa bila podobna situacija, kot ste omenili na kanalu A, in sicer te njegove očitke, da naj bi ti konzumiral kokain in tako naprej, in da ne vem, naj bi v mestnem svetu prek tiska nekega mizarja, ki so ga imeli tam, naročeval neke omare za domov in tako naprej. Kako komentiraš take izjave? Jelinčič se je v tistem momentu, ko so se zgodili teli protesti, samo lotil tega svojega cenika. On ima cenik pač za določene dejavnosti in takrat je bilo treba Stevanoviča javno linčati. In njega so pač poklicali. In on je rodil neko zgodbo o meni, brezvezno, ampak res popolnoma brezvezno, in to s človekom, Teodorjem Groznikarjem, ki je njegova desna roka, sta skup naredila zgodbo o takih stvarih. Ne? In ta Teodor je bil prejšnji mesec osumljen, ker je pač metke pošiljal, če se spomniš. Metke je pošiljal Janši, polno, pa tretji pa sami sebi. No, to je ta kombinacija. Misliš, da so to sami se pošiljali, pa so bili zmenjeni? Ja, se to je dokazano zdaj že. Se pravi, Jelinčiču človek je pošiljal metke celi vladi, pa še Jelinčiču kao samo, da bi uprizoril njih kot žrtve. Sej to se je zdaj v tem ful pisalo. On je znan po tem, da ima dosta orožja, pa očitno ima zelo. Ja, ampak dobro, to je pač fora, nekdo nam grozi, mi smo žrtve, pa tako, da bi spadali kao. Ampak na koncu se je ugotovili, da so pošiljali sami sebi. Kar se prepovedanih substanc tiče nasploh. Jaz sem, pa vsi me poznajo kot tega ekstremen športnik. Do 4 tednov nazaj, zdaj pač nimam časa zaradi kampanje, samo trebušnjake pa živle čez trebuh. 90 sklec v minuti, Kuparja po 9, kadarkoli, še zdaj. Hočem povedati, da se s temi stvarmi nikoli nisem ukvarjal in nikoli se ne bom, tako da to je največja bedastoča, kar jih obstaja. Itak, brez dokazov ropotati je tako. Ne. Ampak v tistem momentu so oni mogli najti vse proti meni in pač aktivirali so njega, da take stvari začne trpati. In neposredno pred tem, ko je bil Jelinčič pretep, pa ko je nadaljeval s to lažjo, sem ga jaz ponižal na svetu na kanalu A. Jaz pa nisem videl, da bo on tam. Ampak ko je začel spet na ta način trpati, sem rekel, da se v bistvu ne bom, in tudi tebi zdaj povem, ne bom spuščal na ta njegov nivo in da mu želim po teh volitvah srečen in dolg pokoj in da najde v domu upokojencev novo ljubezen. To mu iz srca želim in vse ostalo so pa take nebuloze, da sploh nima smisla na njih odgovarjati. Kar se tega mizarja tiče, občina nima nobenega mizarja. A veš, da razčistimo še to. Svetnik, ko deluje v mestnem svetu, ima na razpolago določena svetniška sredstva. Dobro. To je 200 evrov na mesec. Vsak svetnik, 33 svetnikov v mestnem svetu ima pač to na razpolago in ti jih lahko namensko uporabijo za svoje delovanje. Lahko kupaš telefon, pa ga odneseš domov, pa kaj? Doma ga imaš. Lahko kupaš mizo, pa jo odneseš domov, pa jo doma imaš. Ampak mi tudi tega nismo naredili. Mi smo zares kupili. Pisarno imamo kot svetniška skupina v Kranju, v drugem nadstropju pod Staro pošto, in tam smo v bistvu želeli opremiti to pisarno na en način, da bo lahko izvršen tam kakšen sestanek in take stvari. In en mizar nam je, pazi, za 2000 evrov naredil pohištvo. In to pohištvo je bilo v pisarni in vse je bilo v redu. Zgodilo se je, da je ena omara za 200 evrov, točno 200 evrov lahko kadarkoli za račun dokažem, da mi je rekel mizar, ti jo jaz pripeljem, pa jo boš odpeljal v pisarno. Ne? In on jo je res pripeljal in ko je delala tajenca, občinska neka tajenca, je delala pač neko revizijo in rekla, da vidva, kako je to prispela, jaz sem jo peljal v pisarno, ona je vse to videla, to drago pohištvo, je rekla, kje pa je omara, sem rekel v skladišču, gre za kredenco neko, razumeš? Sem rekel, pejte jo bom pokazal. In ona jo vidi zloženo, v kartonu zloženo, ne da bi jo kdorkoli uporabljal, in on pač napiše, ja, ok, to je bilo tam, ono je bilo pa v skladišču. In on je reče, da sem jaz imel omaro za 200 evrov doma. Pazi, 200 evrov, ampak mi da ne govorijo, da je to moje, to je občinsko. Občina te financira, po koncu mandata... V isti stavbi, samo v skladišču. Po koncu mandata ti moraš njim to vrniti. Razumeš, to ni tvoje. Ja, to je označen sisto na je seveda z interno številko in kakšen, jaz tega sploh ne razumem. Po drugi strani pa, recimo SD stranka Županova, plačuje 400 evrov iz občinskih sredstev najemnine sama sebi. Se pravi, svetniška skupina SD plačuje na mesec 400 evrov vsak mesec najemnino
svoji stranki. In to mene kontrolira, mene pa zajebavajo komarje, ki sploh nimajo, kaj bom itak vrnil občini. Ja. Kakšno korist imajo v bistvu od tega, kaj da si pod stroške, ki dajo? Ma ni koristi. Samo na vsak način treba oblatati človeka. To je bil interes vseh teh zadnjih Ne, dveh ko let. praviš, da sami sebe zaračunavajo najemnino, to mi ni Ja, najbolj. služijo na ta račun. Iz občinskega denarja vlečejo denar v stranko. To je to. Noro. Ja. Okay.